Običajno na začetku in koncu videa damo tudi neke napise. Zdaj, kako ustvarimo klasičen napis, smo že spoznali. Preprosto kliknemo tale A in vpišemo svoj tekst. Če bi pa radi zdaj te napise animirali, poleg tega, da lahko to naredimo preprosto z povečevanjem, pomanjševanjem, podobnimi funkcijami, ki obstajajo, pa lahko naredimo tudi povsem animirane napise. Zdaj, če se jih lotimo delati iz nič, to potegne s seboj precej enega dela, časa. Hitfilm pa omogoča, da lahko animirane napise ustvarimo tudi na podlagi predloge. Kako, si bomo pa pogledali zdajle. V samem programu Hitfilm je nekaj predlog že naloženih. Najdemo jih, če gremo na gumb Templates. In imamo tukaj nekaj teh predlogov. Če recimo kliknemo na eno izmed njih, import, nam je zdaj to predlogovo vozilo in jo lahko, tako kot druge posnetke, premaknemo na časovnico. Pa si poglejmo, kako tole zdaj izgleda. Smo videli, da je posnetek prešel na zaslon in potem je tudi izginil. Vidimo, da je napis sestavljen iz imena in neke opisa, funkcije, kakorkoli. Dobra stvar teh napisov je, da jih lahko tudi poljubno prilagajamo. No, znotraj okvirov, ki jih imajo posamezna predloga. Poglejmo recimo za tale primer. Ko imamo na časovnici izbran napis, imamo v zavihku Controls nekaj dodatnih možnosti. Ena je Edit Title, s tem spremenimo ime. Imamo tudi Edit Subtitle, spremenimo opis. Potem pa lahko tudi spremenimo, zdaj če pogledamo, tukaj pri nastajanju napisa vidite, da je črta najprej bela, potem pa oranžna. In vidite, tukaj je tale first line, če spremenimo recimo v vijolično. Vidite, se je spremenil v vijolično. Spremenimo drugo zeleno. Lahko spremenimo to. Poleg tega seveda lahko spremenimo tudi barvo pisave. Barvo pisave spremenimo pa tukaj v zavihku tekst. Izberemo barvo, ki jo želimo. Enako za podnaslov oziroma za opis, funkcijo, karkoli bi radi dali tukaj. Za te napise lahko uporabimo tudi druge funkcije, ki jih imamo pri urejanju posnetkov. Se pravi, lahko ga prestavimo, tudi zmanjšamo, da je pač tam, kjer želimo, da je. Tako smo z nekaj kliki ustvarili napis, ki je precej bolj zanimiv, dinamičen, kot če bi samo preprosto dali nek napis na zaslon. Ena slaba stvar je, da teh predlog v samem programu ni kaj dosti. Vidimo, jih je samo okrog 10. Lahko pa te predloge tudi uvozimo in na določenih spletnih straneh, ki bom dal tudi spodaj pod tem videom kakšno povezavo, lahko dobite te predloge, katere tudi brezplačno, in jih uporabite v programu. Ko ste na spletu našli kakšne te predloge,
jih lahko uvozite v program na zelo preprost način. Če seveda so to predloge za take napise, ki ne zahtevajo nekih dodatnih plačljivih dodatkov. Če ste našli take predloge, lahko preprosto poiščete te datoteke, ki imajo končnico HFCS, in jih potegnete tako datoteko med datoteke, ki jih imate v programu. Nekaj časa potrebuje in zdaj to datoteko že imamo tukaj in lahko dodamo na časovnico. Tudi tukaj, podobno kot smo že prej videli, lahko urejamo stvari, lahko urejamo barvo tega traku. Pisavo smo tudi pogledali, kako lahko urejamo, povečamo velikost, zmanjšamo, prestavimo gor dol, kar želimo. In pa še ena stvar, ki jo je dobro vedeti, zdaj tudi če recimo pobrišemo te predloge, jih izbrišemo tudi tukaj ven, ko gremo med predloge, bomo tam še vedno našli tudi to, kar smo prej dodali. Se pravi, boste to lahko uporabljali tudi v drugem projektu, ki ga boste odprli. Tako, s tem smo zaključili z delom o montaži. Čaka nas samo še, kje in kako naj posnetke objavimo.